naslednjim vprašanjem. Bi bilo Kamnik, po vašem mnenju, po zgledu mnogih majhnih občin pametno razdeliti na 2 ali več občin? Gospod Golubovič, začenjamo pri vas. Če bi bilo Kamnik pametno razdeliti na več občin, po zgledu mnogih občin v Sloveniji, kjer je mogoče samo 2000 prebivalcev ali pa celo manj? Jaz mislim, da bo v naslednjih 10 letih prišlo do združevanja občine, razdruževanja, ker ne more imeti vsaka občina svojega velikega pokritega bazena, športnega parka, velike poslovne cone. Jaz sem zagovornik tega, da če bomo v občini Kamnik, da ostane v teh mejah, ki je, da imamo dovolj prebivalcev in da se probamo v dogovoru pa sodelovanju z ostalimi občinami dogovoriti, da nekatere funkcije opravljamo skupno. Ena izmed takih je sigurno razpisna evropska sredstva za 12 milijonov evrov za kohezije, za kanalizacijo in pa vodovod, ki naj bi v naslednjem mandatu tudi ta projekt zaživel in bo šla kanalizacija tudi do Tunic in pa do Tuhinjske doline. Hvala, gospod Smoleva. Ja, jaz osebno moram podpreti v tej situaciji gospoda Goluboviča, čeravno se strinjam vedno z njim, tudi se strinjam z njim in tudi večjem se da treba občine povečevati. Zakaj? Na podlagi tega, kar je že on povedal s tem, da jaz imam skozi idejo in mislim, da bi bilo to možno, da Kamniška občina postane mestna občina. In če postane mestna občina, avtomatsko sledijo večja sredstva iz države in čim sledijo večja sredstva države, potem tudi je možno več stvari v tej občini narediti. To je moje mišljenje in tako da razvoj bi bil s tem sredstvem države, če bo uspel prijeti do mestne občine, kar ni nemogoče, bi bilo verjetno veliko lažje bolj v Kamniški občini. Absolutno sem pa proti dobrenju. Hvala, gospod Rečnik. Sistem financiranja občin v Sloveniji je bil pač tak, da je omogočal, da so tudi manjše občine zelo prosperirale in da so se močno razvijale, pa pogledamo samo sosednjo občino Komenda, kako je njen razvoj šel v tem času. Seveda, jaz osebno ne podpiram delitve Kamniške občine iz enostavnega razloga, zaradi tega, ker je bilo že kar nekaj poskusov, da te delitve pa se to ni zgodilo, so ljudje pač ugotovili, da se ne želijo deliti. Tudi konfiguracija same občine je takšna, da ni možno neke večje delitve. Sploh pa zdaj, ko se dogaja, da ne želimo, oblast ne želi več deliti občin, mislim, da tudi teoretično in praktično ni mogoče. Hvala, gospod Bizet-Nagar. Žal smo imeli tudi v Kamniški občini primer, ko se je občina odcepila, občina Komende pred 12 leti in danes vidimo, da so Komenčani izjemno zadovoljni s svojim županom, ki jih je tedaj v to prepričal, da izredno prosperirajo in da ga bodo verjetno tudi letos spet izvolili. Skratka, kot županja bom poskrbela za to, da bo enakopravno položaj, da bodo imeli tudi Tuhinjska dolina, Motniška kotlina, Mekinje, Skranje in tudi ostale okoliška območja, zaradi tega, da ne bo nikomor prišlo na misel, da bi se odcepil. Ker se mi zdi, da je potrebno poskrbeti za te, da bodo zadovoljni, ne da jih bo zakon priseljeval, da bodo ostali zraven Kamnika, ampak da bodo ostali zaradi tega, ker se bodo dobro počutili v Kamniku. Hvala lepa. Glede delitve občine Kamnik so svoje že te povedali, tako da tukaj nekaj dodati. Določen del občanov si je želel svojo občino in bi tudi dobil, ostali so pač niso želeli, da smo ostali v skupni občini Kamnik. Čas za delitev občin mislim, da je potekel. Mogoče bi ta stvar prišla v poštev 12 let nazaj, v tem trenutku pa glede na zdajšnje slednice, pa mislim, da to ni več primerno in tudi ne bi bilo produktivno. In če celo država spodbuje občine, da grejo nazaj v skupne službe, čeprav so manjše občine, pa da imajo določene skupne službe.
Dodal bi mogoče samo še to, kolego Smoletu, bom rekel, količina evropskih sredstev ni pogojena z velikostjo občine. To je predvsem pomembno v največji meri od števila projektov, recimo primer občine Rogatec ima 3000 prebivalcev, pa je v tem letu dobila 2 milijona evropskih sredstev, mislim, občina Kamnik in to. Jaz sem totalno proti delitvi na več občine, ker vi sami veste, da so samo stroški. Problem, zakaj sploh ta tema pride ven, je zato, ker se imamo 20 milijonov skupnost v Kamniku, jaz osebno poznam 18 in noben se s predsedniki krajevne skupnosti ne pogovarja. Oni lahko prosijo, lahko govoriti v tajno občini, noben ne posluša. In kaj se zgodi? Da seveda so potem ljudje nezadovoljni. Da tako je ena skupnost, da do 30 je šel gor, ali pa jaz sem šel gor, pa unije šel gor, jaz sem se z njim osebno pogovarjal. To je edini problem, potem pa prije taka stvar. Če pogledate Kadin, ima enega župana, ima 14 podžupana, pa ima 4 milijone prebivalcev. Alo, mi imamo pa par tisoč prebivalcev, pa se hočemo deliti, zakaj je šla komenda stran, da bi noben poslušal. Noben ne slišal, kaj komenda hoče. Noben danes ne posluša, kaj Tuhin hoče, ali pa stranje. Še se noben ne pogovarja. Tudi sam menim, da je šlo to drobljenje občin čez vse meje, ker mislim, da zdaj tiste občine s 3000 prebivalci ali nekatere celo manj, mislim, da je to zelo neprimerljivo potem neko, recimo, Kočevje, ki je velika občina po površini, pa tudi po prebivalcih večja, recimo zraven pa Osilnica, ki ima pa, ne vem, 300 ljudi, malce več, no. Ampak to je potem neprimerljivo tudi v državnem nivoju, pa tudi, kar se pokrajin tiče, za moje pojme 6 pokrajin, pa nič več, nobenih 14 in ne vem kaj. Tako da mislim, da občine se bodo res morale v bodoče združevati na projektih, ne pa drobiti, ker to je tako kot, ne vem, majhna kmetija, pa če jo še razdrobiš, potem efekta ni. Hvala lepa. Kakšna replika? Gospod Smoler. Ja, Matej bi rad odgovoril, sem govoril za mestno občino. To pomeni, da mestna občina država dobiva več sredstev. Nisem govoril od evropskih sredstev. To je ena zadeva. Druga zadeva, kar pa je pa to, da danes vsi govorimo o tih komendi. To vse trenutno se strinjam, da je uspešna občina. Sam kaj bo potem, ko bodo so zemlje podali, ko niso na račun prodaje zemljišč, to uspešna občina. Hvala. Morda še kakšna replika, gospod Tonin? Ja, se upravičujem Marjana, ko se ne robe razumel, da boš evropskih sredstev. Prosim. Hvala.